Dober dan, lep pozdrav, dr. Erik Brecelj. V parlamentarno proceduro je bil v torek vložen predlog zakona o prostovoljnem končanju življenja. Kako je vaše stališče do predloga kot zdravnika? Kot zdravnik sem zavezan kodeksu medicinske etike in noben zakon ni nad kodeksom. Imamo primere iz zgodovine, ko so diktatorji sprejemali zakone in ukazovali zdravnikom početi stvari, za katerih nas je lahko sram. Evtanazija je v nasprotju s kodeksom medicinske etike in lahko sprejmemo kakršenkoli zakon. Kodeksa medicinske etike ne bom kršil. Druga stvar je v državi, kjer paliativna medicina ni urejena tako, kot bi morala biti. Jaz sem zdaj par dni po vašem povabilu kontaktiral, po naključju tudi ljudi iz hospica. So me kontaktirali naše zdravnike iz paliativnega tima. Paliativna medicina ni urejena in njihovo mnenje je, dokler tega ne uredimo, sploh ni debate o evtanaziji. 130 000 ljudi nima družinskega zdravnika. Zdaj jim bomo ponujali evtanazijo. Pa zdaj bom nesramen, dame, ki to ponujejo, zelo hitro pridejo do zdravnika. Ker pa ljudje izven Ljubljane, ki ne morejo priti do zdravnika, ki nimajo vez, da bi prišli do tistega, kar plačujejo celo življenje zavarovanje, a kdo pomislenih, a zdaj jim bomo ponujali pa evtanazijo. Tako da v Sloveniji niti prostora ni za debato o evtanaziji, ker imamo toliko stvari neurejenih, začenši s paliativno medicino. Imam pa to vidim kot priložnost, to debato, da začnemo pa se pogovarjati o ureditvi paliativne medicine. Kaj je potrebno storiti? Zdravniki, ki tukaj delajo, tudi ostalo osebje, se zelo trudi, da bi dvignili zadevo na višji nivo. Na onkološkem imamo urejeno, ampak pokrijemo majhno število bolnikov. Tako da naj bo debata o evtanaziji, najprej debata o ureditvi paliativne medicine. Ste kirurg, ste zdravnik na Onkološkem inštitutu, imate veliko izkušenj, srečujete veliko pacientov z res težkimi diagnozami. Kaj vam oni povejo? Predlagatelji zakona namreč govorijo, da je to rešitev, da je to zakon za te res težko trpeče bolnike, ki si dejansko tega želijo. Ali so take tudi vaše izkušnje? Kaj povedo vam kot zdravniku, oziroma kaj vas vprašajo težko bolni ljudje? Si oni želijo živeti ali v bistvu iščejo tudi informacije morebiti o evtanaziji? Sploh srečate take paciente? Zelo sem premišljal, koliko bolnikov sem srečal, ki so želeli evtanazijo. Nisem kratek čas v medicini, ampak nisem jih naštel na prste ene roke. Ljudi je strah je svojcev, ni strah smrti, strah jih je umiranja, strah jih je, da bodo ostali sami, da ne bo nihče skrbel za njih, in to je področje, na katerem moramo delati in tukaj ponuditi rešitve svojcem in bolnikom, ne samo bolnikom. Če rečeš svojcu, ko odpustiš bolnika, že en stavek, stali bomo za vami, če bo kaj narobe, nas pokličite, pomagali vam bomo. In potem bolniki doma umrejo, redko kdaj doživim, da me pokličejo in iščejo pomoč. Ampak tu jim je dovolj, da vedo, da nekdo je, ki jim bo lahko pomagal, če bojo težave. Ponujete evtanazijo. Jaz si ne upam ljudem, ki odhajajo od mene, ki se zavedajo, da pred sabo nimajo dolgega življenja, in ponujete evtanazijo, ni govora. Ali če bi bil zakon sprejet in bi bila v Sloveniji dovoljena evtanazija oziroma bi omogočila država evtanazijo, bi verjetno potem uveljavili ugovor vesti oziroma kako bi se izognili tem postopkom, ki bi vam bili strani zakonodajalca naloženi kot poklicna dolžnost. Taka je rešitev zakonov. Raje vrnem licenco zdravniško, kot da izpolnjujem ukaze ljudi, ki leta niso prijeli bolnika za roko. In še zadnje vprašanje. Predlog zakona predvideva tudi, kar recimo ni niti v Švici, niti v Avstriji. V Švici je sicer pomoč pri samomoru dovoljena, vendar se ta izvaja zunaj zdravstvenih ustanov, zunaj bolnišnic. V Avstriji prav tako, skratka zdravstvene ustanove s temi postopki končanja življenja, evtanazijo nimajo nič. V tem zakonu je predvideno, da če bi pacient tako zahteval, ker tega zaradi svojih osebnih stališč ali stališč njegovih svojcev ne bi storil doma, da bi ga potem morale izvesti ustanove, zdravstvene ustanove, domovi za ostarele. Zdravniki množično opozarjajo, da je to zelo etično sporno, da bi na eni strani v zdravstvenih ustanovah vendarle zdravimo paciente, potem nekatere paciente tudi evtanazirali. Kaj si mislite o takem predlogu, ki je to predvidel že v predlogu? To je zelo tipičen populističen predlog ljudi, zelo tipičen za te ljudi, ki to predlagajo. Nekaj populističnega predlagati, potem pa preči briga na drugoga, potem drugi imajo stisko s tem, kako bojo to počeli.
še zdraviti ljudi v bolnici, imamo težave, premalo kadra, zdaj nas bojo pa obremenjevali še s tem. Kako pa bi to sprejeli drugi pacienti, ki sem prihajajo z upanjem, da se bodo zdravili? Kakšen bi bil pa njihov občutek? Mislim, da jih bi bilo strah. Jaz razumem, ko pride do diagnoze, začne se razmišljati o smrti, ampak mislim, da bi ljudi postalo strah, če jim bomo zdaj namesto terapije, podpore, paliativne medicine začeli porivati in ponujati evtanazijo. Onkološki inštitut in tim na Onkološkem inštitutu je zelo dober v paliativni medicini. Ves čas opozarja, da se mora taka storitev oziroma ta pomoč razširiti na celotno Slovenijo. Zakaj menite, da se to ne zgodi? Ker o tem govorimo že 10-20 let. Ena od številnih kriz slovenskega zdravstva in na tem je treba delati. Podpret paliativni tim na Onkološkem je fenomenalen, ampak oni ne morejo pokriti cele Slovenije. Nekatere regije so dobro pokrite, kolegica moja Mateja na Gorenjskem pokriva, izjemno je uredila paliativno medicino, mobilni timi prihajajo domov, še vedno ni cela Slovenija. Mi moramo paliativno medicino razviti na področju cele Slovenije. In v to je treba vlagati energijo, denar, sredstva, kadre iskati, da bojo tukaj delali, ne pa sprejemati populističnih zakonov, ki nimajo veze z realnostjo. Najlepša hvala za pogovor. Hvala vam.